Boga je potrebno vsak dan znova prositi za milost, da bi razumeli njegovo voljo, za milost, da bi ji sledili in za milost, da bi jo izpolnili vse do konca. Ta nasvet je bil v središču današnje papeževe homilije med jutranjo svetomašo v kapeli doma svete Marte. Postava je bila nekoč sestavljena iz predpisov in prepovedi, krvi volov in kozlov, starodavnih daritev, ki niso imele ne moči, da bi odvzemale grehe, ne moči, da bi prinašale pravico. Potem je na svet prišel Kristus. Ko je šel na križ, nas je s tem dejanjem enkrat za vselej upravičil. Pokazal nam je, katera žrtev je Bogu najbolj prijetna, ne žrtvovanje živali, ampak darovanje lastne volje, da bi izpolnili očetovo voljo. O vsem tem nam govorijo svetopisemski odlomki današnjega dne, na katere se je v svojem premišljevanju naslonil papež Frančišek. Poslušnost Božji volji je eno izmed jeder vere. Za kristjana pomeni pot svetosti. Preko tega se uresničuje Božji načrt, Božje zveličanje. A nasprotovanje se je začelo že z Adamovo neposlušnostjo v raju. Tista neposlušnost je prinesla zlo celemu človeštvu. Tudi grehi so dejanja neposlušnosti Bogu, neizpolnjevanja njegove volje. A Gospod nas uči, da je to pot in da ni druge. Ta pot se začenja z Jezusom v nebesih. Na zemlji pa se začenja z Marijo, ki je angelu odgovorila, naj se zgodi Božja volja. In s tistim da Gospodu je Gospod začel svojo pot med nami. Papež Frančišek je med homilijo nekajkrat zatrdil, da ni lahko izpolnjevati Božje volje. Ni bilo lahko za Jezusa, ki je bil skušan v puščavi in tudi na vrtu Getsemani, kjer je z mukami v srcu sprejel trpljenje, ki ga je čakalo. Ni bilo lahko za nekatere učence, ki so ga zapustili, ker niso razumeli, kaj pomeni izpolnjevati očetovo voljo. In ni lahko za nas, je nadaljeval papež, glede na to, da so nam vsak dan na pladnju ponujene številne možnosti. Takrat se lahko vprašamo, kako naj izpolnimo Božjo voljo in prosimo za milost, da bi to tudi želeli storiti.